Danes bomo razkrili še en zrežiran arabski propagandni poskus, ki so ga seveda prevzeli CNN in glavni mediji, ter ga uporabili za očrnitev judovske države. Poglejmo podrobnosti. Dobrodošli nazaj v oddaji Judaocation na JNS TV. Moje ime je Josh Hasten. Naj vam povem, kaj se dogaja zadnja 2 tedna v južnem delu Hebronskega hribovja. Tam je nezakonito beduinsko taborišče, ki se imenuje El Hair. O tem ni nobenega dvoma. Ni zakonito. Skozi čas so bili izdani ukazi za rušenje nekaterih objektov. Žal je taborišče še vedno tam. Nahaja se znotraj občinskih meja judovske skupnosti Karmel. V zadnjih 2 tednih so novinarji iz vsega sveta prišli na to območje in postavljali svoje kamere v tej tako imenovani vasi. Zakaj? Ker je to odličen posnetek. Vse so laži, ampak zagotovo privablja gledalce. Tukaj je zgodba. Varnostno osebje Karmela je postavilo ograjo med nezakonito vasjo in njihovim mestom Karmel. Zakaj? Iz varnostnih razlogov. Uredniki tam pravijo, da je prišlo do poskusov vdorov v skupnost strani potencialnih teroristov. Tako se postavi ograja in arabski vaščani pridejo ven. In kaj naredijo? Pošljajo svoje otroke, da sedijo na žgočem soncu poleg ograje z velikimi napisi v angleščini za kamere veda in trdijo, da je Izrael zaprl cesto in da njihovi otroci ne morejo več v šolo. To je sjajna propaganda, ampak spet, vse so laži. IDF priznava, da ti otroci dejansko lahko pridejo v šolo. Samo iti morajo po drugi poti. Pravzaprav obstaja več načinov, kako lahko pridejo v šolo. Samo ne morejo več hoditi blizu skupnosti Karmel zaradi ograje. Toda ti otroci, ki sedijo ob tej ograji in jokajo, ter obtožujejo Izrael, da jim onemogoča izobrazbo, so bili prikazani na CNN-u in na mnogih drugih postajah. Ampak želim vam pokazati resničnost. Tukaj je vodja regionalnega sveta hebronskih gričev Eliram Azulaj, ki deli kratek video, ki ga je posnel. Prišel sem sem v šolo, kjer se učijo otroci iz nelegalne postojanke Yom Marhir, ki vdira na območje Karmela, da preverim dejstva, ali res obstaja težava priti iz te nelegalne postojanke do šole. Tukaj tik ob nas je šola. Pojdimo na ogled in poglejmo, ali je mogoče priti ali ne. Ali se tukaj učite v medresi? Ja. Koliko časa potrebujejo vaši otroci, da pridejo do šole? Pri nas večina otrok vozi med 1/4 ure in 40 minut. Zato bom tukaj nastavil uro in poglejmo, koliko časa traja, da pridejo do šole. Tukaj smo, merjeno po štoparci. Daka, 10 šnijot. Videli ste dejstva, ni nobene težave priti do šole. Zdaj pa presodite sami. Kot ste videli v posnetku, je v 1 minuti in 10 sekundah uspel priti iz šole do arabskega zaselka brez kakršnih koli ovir. Na noben način ni bil oviran. Torej, če lahko to stori župan, lahko tudi ti otroci. Ljudje, to, kar vidite tukaj, je usklajen, zrežiran medijski dogodek. Dobro je, priznam jim to. Če to gledate na CNN-u, boste seveda sočustvovali s temi otroki, seže vam do srca. Težava je v tem, da je vse to laž. V resnici gre za primer, kjer ti starši, voditelji palestinske uprave in voditelji tiste vasi cinično izkoriščajo te otroke, jih silijo, da sedijo na soncu in jih snemajo, da lahko igrajo in jokajo pred kamero. Blagoslovljen sem, da imam to platformo in lahko z vami delim, kaj se tukaj v resnici dogaja. Žal je že veliko ljudi nasedlo temu, zahvaljujoč tako imenovanim uglednim medijem, ki so v resnici velik del te zgodbe in pomagajo širiti te laži po vsem svetu. Moje sporočilo vam tam zunaj je, da ne verjemite vsemu, kar vidite. Pomembno je, da pogledate nekoliko globlje. Gremo naprej. Ta teden je bil v zadnjem trenutku preprečen teroristični napad na območju Binjamin. Teroristi so nastavili eksplozivno napravo, skrito v torbi, ob glavni cesti med judovskimi skupnostmi. Potem, ko je prebivalec območja opazil sumljivo torbo, so na kraj poklicali pirotehnike, ki so napravo nevtralizirali. Oglejmo si ta posnetek.
Tukaj potrebujemo pirotehnika, tukaj je žica, ki je povezana z nekim sprožilnim mehanizmom. Kratek. Treba je hitro pripeljati pirotehnika, to je cesta, po kateri se veliko vozi, od Ain do Ciona, od kibucev. Ves dan tukaj vozijo vojaška vozila, varnostniki. Treba se je pohiteti in hitro poslati. V redu, torej zvok je bil v hebrejščini, ampak to, kar ste slišali, je bil prebivalec, ki je opazil zastavo palestinske uprave, kot ste videli, in poleg nje sumljivo torbo. To ni bil lažni alarm. V torbi je bila bomba. To je bil poskus umora. To se je zgodilo blizu starodavne judovske skupnosti Šilo. Pravzaprav uradniki pravijo, da je bil to že drugi takšen poskus v zadnjih 2 tednih. V prejšnjem incidentu so teroristi nastavili lažno napravo, tokrat pa je bila prava. Šlo je za pravo in nevarno cevno bombo. Kot sem rekel, so na kraj dogodka prispeli strokovnjaki za deaktiviranje bomb, pregledali so predmet in našli eksplozivno napravo, ki so jo na kraju tudi nevtralizirali. Hvala Bogu, da v tem incidentu ni bilo žrtev. Vodja regionalnega sveta Binjamin in predsednik sveta Ješa Izrael Gan je dejal: to je poskus umora v vsakem pomenu besede. Pričakujem, da bo izraelske obrambne sile odločno ukrepali proti tistim, ki so stali za tem napadom in preprečil naslednjo morebitno katastrofo. Ne smemo čakati na takšno katastrofo, da bi ukrepali. Ljudje, to je naravnost noro. Bombe in torbe v bližini judovskih skupnosti. To ni nekje daleč stran v Iranu ali Libanonu ali Gazi. To je med judovskimi skupnostmi na zelo, zelo prometnem območju. Odgovorne je treba najti in ustrezno kaznovati. Vzpostaviti je treba odvračanje, da se takšni napadi ne bi več ponovili. Vzpostaviti je treba odvračanje, da se takšni dogodki ne bi več ponovili. Gremo naprej. Jerusalem Post poroča, da šole, ki jih upravlja Agencija Združenih narodov za pomoč in delo za Palestino, za palestinske begunce na Bližnjem vzhodu, znana kot UNRWA, so svoje izobraževalne dejavnosti zmanjšale na 4 dni na teden. Kot odziv na pomembne finančne težave, po besedah pomočnika za javno informiranje UNRWA na Zahodnem bregu, je do zmanjšanja šolskih dni prišlo zaradi finančnih težav. Poleg tega pa je bilo delovni čas zaposlenih v UNRWA skrajšano za 20%. Pričakuje se, da bodo ti ukrepi trajali do konca šolskega leta. To so pravzaprav odlične novice. UNRWA v svojih šolah otroke vsakodnevno vzgaja v sovraštvu in jih hujska proti Izraelu in judovskemu ljudstvu. Torej, če njihove šole v Judeji, Samariji in Jeruzalemu delujejo en dan manj, je to en dan manj sovraštva in hujskanja. Bo to kaj spremenilo? Morda ja, morda ne. Ampak malo manj sovraštva na svetu je dobra stvar. Da bo jasno, obstajajo šole UNRWA, ki širijo sovraštvo v delih Jeruzalema le 7 minut vožnje z vlakom od tega studija. In to je zastrašujoče. Poglejmo to še podrobneje. Po podatkih organizacije UN Watch, voditelji UNRWA tesno sodelujejo z najvišjimi uradniki Hamasa. Učitelji UNRWA, ravnatelji šol, vodje učiteljskih sindikatov in regionalni direktorji bodisi pripadajo Hamasu ali pa ga podpirajo. Vse to vodi do tega, da učenci sprejemajo nasilje in terorizem proti Judom. Poglejmo si ta video organizacije UN Watch. Osnova v šoli o Izraelu. Ni nobene škode. Ali sovražiš Jude? Deir. Ampak oni so oni, svet je takšen in mi bomo vzeli, kar nam pripada. Kaj menite o napadu na Izrael 7. oktobra in vojni, ki je sledila? Ali to velja za pravico do vrnitve? Da. Ker želimo v Palestino in jo vrniti naši državi. Poglejte, kaj ti otroci dobivajo v uradnih šolah UNRWA. Noro je, kako je večina sveta glede tega tiho. Spomnimo se tudi, da je izraelska vojska med vojno v Gazi odkrila teroristične oporišča v šolah in sedežih UNRWA. Člani osebja UNRWA pa so bili razkriti kot člani Hamasa ali vpleteni v pokol 7. oktobra. To sem povedal že večkrat. Ključnik UNRWA je Hamas. To je ključnik, ki bi ga morali uporabljati. IDF pravi, da je po obveščevalnih podatkih več kot 450 teroristov, ki pripadajo terorističnim organizacijam v Gazi, predvsem Hamasu, zaposlenih tudi pri UNRWA. Se spomnite tega nazornega posnetka?
To je posnetek, ki ga je 7. oktobra 2023 ujela varnostna kamera, na katerem sta dva Hamasova terorista, ki sta bila zaposlena pri UNRWA. Vidite ju, kako ugrabljata truplo izraelskega civilista, ki sta ga ustrelila, in ga nalagata na tovornjak, da bi ga odpeljala v Gazo. Torej, medtem ko UNRWA zdaj joka, da svojih šol ne morejo voditi 5 dni na teden, je resnica ta, da bi bilo treba te šole predati oblasti, ki ne širi antisemitskega sovraštva. Palestinska uprava zagotovo ni rešitev, saj njihove šole učijo iste stvari. Kdo lahko poseže? Tega ne vem. Do takrat pa si vsi zapomnimo. #UNRWA je Hamas. Izrael ne namerava uveljaviti suverenosti nad Judejo in Samarijo, vsaj v prihodnjih mesecih, zaradi nasprotovanja predsednika ZDA Donalda Trumpa tej potezi. To je povedal izraelski zunanji minister Gideon Sar. To temelji na poročilu medijske hiše Ynet. Suverenost bo treba uveljaviti. To bomo storili le v koordinaciji z Združenimi državami Amerike, je Sar povedal članom ameriških prijateljev Likuda med briefingom, glede na posnetek, ki ga je pridobil hebrejski medij Ynet. Za zdaj, kot veste, predsednik Trump tega ne podpira in nadaljeval, nimamo namena tega storiti, kar zadeva suverenost vsaj v prihodnjih mesecih. To je v nasprotju z usmeritvijo načrta predsednika Trumpa in če bi to storili, bi brez dvoma odtujili Izrael od številnih prijateljev. Ljudje, to ni preprosta situacija. Predsednik Trump je pravi prijatelj države Izrael. Toda vedno več ljudi, s katerimi se pogovarjamo o tem, pravi, da če bi predsednik resnično razumel, kaj se tukaj dogaja, bi podprl izraelsko suverenost nad Judejo in Samarijo. Upam, da bo nekdo prišel in mu to razložil. Vem, da nočeš vznemirjati nikogar, še posebej med vojno, v kateri se ZDA in Izrael borita z ramo ob rami. Kaj pa, če oblast prevzame veliko manj prijazna vlada? Skoraj 60 let je že, odkar je status Judeje in Samarije v negotovosti. Sčasoma se moramo odločiti, kakšna bo naša prihodnost. In trdno verjamem, da je izraelska suverenost nad Judejo in Samarijo prava pot. Gremo naprej. IDF je v torek sporočila, da so vojaki skupaj z mejno policijo na podlagi varnostnih informacij prijeli 6 arabskih osumljencev, vpletenih v teroristično dejavnost, hujskanje in posedovanje orožja. Prijetja so bila del protiteroristične operacije na območjih Al-Ram, Kafar Akab in Kalandija, med katero so vojaki preiskali približno 100 objektov in zaslišali več kot 40 osumljencev. To je tik zunaj Jeruzalema. Poleg tega so vojaki našli in zasegli več kot 10 kosov orožja, vključno s pištolami, orožjem Karlo, lovsko puško, puško M16 in puškami M4, skupaj z improviziranimi cevnimi bombami, deli orožja, strelivom in vojaško opremo. Pridržane osebe so bile prepeljane na zaslišanje na postajo Binjamin v okrožju Judeja in Samarija izraelske policije. Torej še en dan, še ena protiteroristična operacija v Judeji in Samariji. Ne verjemite sovražnikom Izraela in tistim lažnivcem, ki trdijo, da na tem območju ni teroristov. Pogosto pravijo, da Hamas obstaja samo v Gazi. Njihov cilj je ustvariti vtis, da Izrael in IDF uživata v tem, da ponoči brez razloga hodita v te arabske vasi, morda samo zato, da nadlegujeta tamkajšnje prebivalce. Poglejte te slike, pripovedujejo povsem drugačno zgodbo. Resnica je, da so teroristi vsak dan dejavni na teh območjih z namenom, da bi poskušali ubiti izraelske civiliste in napadati izraelske vojake. Fotografije tukaj povedo celotno zgodbo. In to je samo v enem določenem 24-urnem obdobju. Protiteroristične operacije, kot so te, se izvajajo vsako noč. In na srečo jih lahko izvajajo, ker imajo izraelske enote dostop do območij pod nadzorom palestinske oblasti. Po drugi strani pa Izrael od leta 2005 ni imel dostopa do Gaze in zato smo žal doživeli pokol 7. oktobra. Naj Bog varuje pogumne moške in ženske izraelskih obrambnih sil, ki vsako noč izvajajo te nujne protiteroristične racije. Obenem sta bila 2 vojaka izraelskih obrambnih sil ranjena, ko so ju med operacijo v Samariji pretekli torek napadli teroristi. Med operativno dejavnostjo izraelskih obrambnih sil na območju Silvada sta 2 terorista napadla 2 vojaka izraelskih obrambnih sil, ki sta bila ranjena in prepeljana v bližnjo bolnišnico, so sporočili iz vojske. Vojaki so odprli ogenj. En terorist je bil ubit, drugi pa onesposobljen. Kasneje so ga vojaki prijeli. Njegovo stanje sprva ni bilo jasno.
Po poročanju izraelskega medija Ynet so bili ranjeni vojaki, pripadniki bataljona Duhivat brigade Kfir. Enote so po poročanju delovale v vasi kot del operacije, katere cilj je bil najti orožje in drugo teroristično infrastrukturo. Vojake naj bi teroristi zabodli, eden od teroristov je bil, kot rečeno, ubit, drugega pa so prijeli. In končno, danes, v zadnjih nekaj tednih, sem vam posredoval posodobitve o zakonodaji v Tennesseeju. Zakonodajalci zvezne države Tennessee so razpravljali o tem, da bi bilo nezakonito uporabljati izraz Zahodni breg, ko govorijo o Judeji in Samariji, svetopisemski osrčju države Izrael in judovskega naroda. In če se spomnite, sem vas spodbudil, da stopite v stik z guvernerjem Tennesseeja Billom Leeom in ga spodbudite, naj podpiše zakonodajo, ki zahteva uporabo izrazov Judeja in Samarija v državi. In pred nekaj dnevi, morda prav zaradi enega izmed vaših pisem, guverner Tennesseeja Bill Lee je dejansko podpisal zakon, ki zahteva, da državne agencije v uradnih dokumentih uporabljajo izraza Judeja in Samarija namesto Zahodni breg. Zakon o priznavanju Judeje in Samarije je bil sprejet v začetku tega meseca, kot smo že omenili, strani Generalne skupščine Tennesseeja. Prepoveduje državnim organom uporabo izraza Zahodni breg v navodilih, pravilih, sporočilih za javnost, poročilih in drugih vladnih dokumentih, z omejenimi izjemami po presoji vodje agencije. Zakon navaja, da sta Judeja in Samarija zgodovinsko, biblijsko in pravno pravilna izraza za to regijo. Igal Dilmoni, izvršni direktor in soustanovitelj organizacije Ameriški prijatelji Judeje in Samarije, ki je vodila izobraževalne in ozaveščevalne pobude v ZDA v tej regiji v Izraelu, je za JNS povedal, da bo sprejetje zakona v Tennesseeju pomagalo oblikovati javno razumevanje in še dodatno povezalo obe državi na podlagi skupnih judovsko-krščanskih vrednot. Po besedah Dilmonija bo to počasi spremenilo narativ o Izraelu. Dodaja, da je zelo pomembno ne samo za Izrael, ampak tudi za ZDA, da bodo ljudje bolj seznanjeni s pravo zgodovino in se bodo borili proti vsem lažem, ki se govorijo o Izraelu. Povedal je, da začenjajo govoriti resnico in učiti otroke resnico. Dilmoni, ki je trenutno v rezervni sestavi izraelskih obrambnih sil, je za JNS povedal, da posodobitev vladnih dokumentov, ki odražajo ime regije, še dodatno povezuje Izrael in Združene države, ki imata enake interese, ne le v tej vojni, ampak tudi pri širjenju resnice. In to bo vse za današnjo Judeocation tukaj na JNS TV. Moje ime je Josh Hasten, dopisnik za JNS News. Rad bi se zahvalil ljudem v ozadju tukaj. Arun Vogalenter dela na mešalni mizi, Jordi Stretski vodja postaje, Ryan Lišic, Zach Zickerman in naša producentka Barbara Hamenov. Imejte čudovit teden vsi skupaj. Ostanite z nami na JNS TV za vse te izjemne oddaje. Obiščite jns.org za vse najnovejše novice iz Izraela, Bližnjega vzhoda in celotnega judovskega sveta. Naročite se, podarite nam super zahvalo in se vidimo tukaj naslednji teden v oddaji Judeocation na JNS TV.